Zaradi vse več potrjenih primerov okužb s COVID-19 ne samo v občini, regiji, ampak vsej Sloveniji, tudi župan Mute poziva občane, da upoštevajo ukrepe, navodila in priporočila. Zaradi izrednega porasta števila potrjenih ljudi na COVID-19 je vlada pač morala, kar se popolnoma strinjam, sprejeti še malo bolj rigoroznejše ukrepe. Me pa veseli, da življenje teče kolikor toliko normalno. To je zelo pomembno. Te ukrepi jih jemljem kot eno resno opozorilo in jih tudi mi na Muti, tudi sam kot župan, moram kar se da dosledno spoštovati. Veseli me, da tudi ljudje to razumejo, da tu teče življenje, kot sem rekel, kolikor toliko normalno. V kraju funkcionirajo, bom rekel, glavne, ključne vsebine. Šolanje poteka v prvih 2 triadah nemoteno. Kot je bil tudi sklep vlade, se z tem tednom zapira pouk zadnjih 3 letnikov osnovne šole. Občinska uprava na Muti deluje drugače, pa vendar čim bolj normalno. Mislim, da ni v ničemer okrnjen kontakt, je pa seveda okrnjen kontakt v neposrednih sestankih. Te smo zminimalizirali, res na tisto neobhodne, tako da se občani večinoma obračajo preko telefona, preko elektronske pošte in te stvari normalno tečejo. Moram pa reči, da tudi sam kot župan sprejemam ljudi, tiste, ki so nujno potrebni na delovnih sestankih, na razreševanju določenih zadev. Delamo tudi veliko na terenu. Tako da to Podobno je tudi v Vuzenici, kjer je župan opozoril, naj ljudje ne nasedajo lažnim novicam. Glejte, veste, jaz vedno rad na plastičen način kaj predstavim. Torej, če imam zdravstvene težave, grem zdravniku. Če ima moj avto težave z vožnjo, da ni tehnično ispraven, grem k mehaniku za popravilo. In danes kaj drugega kot pa slediti stroki. Čeprav govorijo, da si stroka ni enotna, ampak stroka definitivno si je enotna in stroka pravzaprav naroča tudi politikom, da se od odločitev, ki so utemeljene in na strokovni ravni tudi upoštevajo. In danes sem trdno prepričan, da imamo v Sloveniji dobro stroko in da je treba slediti tistim, ki nas na to opozarjajo. Ljudje, ki so v praksi vsak dan, se soočajo z to zahrbtno boleznijo, covidom, in seveda, če ne bomo sledili stroki, potem tudi ne bomo prebrodili te krize. Veste, v vsaki vojni si lahko po vojni nekako heroj, takrat, ko pa je treba iti na fronto, pa tega nekateri se ne zavedajo. Enako je pri tej bolezni, torej nismo sami. Tukaj je v tem cel svet in toliko znanstvenikov celotnega sveta, če bi danes lahko ocenili, verjamete, da bi že danes imeli cepivo, da imeli zdravilo za to, ne da za to trpi gospodarstvo, trpijo predvsem ljudje, ki za tem stojijo, tisti, ki bolijo. Seveda so si pa simptomi, koliko vem, različni. V Vuzenici so tako kot drugod prilagodili tudi pouk na osnovni šoli. Od avgusta dalje doizobraževali za delo na daljavo in smo v zadnjih 14 dneh intenzivno se pripravljali na delo z Teamsi, Microsoft Teamsi. Ko je potem v sredo zvečer prišla novica, seveda smo v četrtek takoj začeli planirati, kako in kaj, vendar smo se skupaj odločili, da bodo učitelji hodili na delovno mesto, da si lahko še pomagamo in to se je izkazalo zelo dobra praksa za ta teden. Tako da ta teden bomo tako delali, delamo preko Teamsov, vsako uro se javljamo učencem. To pomeni, da učenci so priklopljeni cel dopoldne na kanal Teams in potem nekaj minut, ure oziroma 10-15 minut so z učiteljem, na to delajo sami, samostojno. In tudi to se je izkazalo za zelo dobro. Danes sem govorila, ker sama tudi poučujem 3 ure, sem govorila z osmošolci in so rekli, da je precej bolje kot v spomladanskem času, ko so dejansko večinoma dobili. Novim zaostrenim pogojem pa so se prilagodili tudi v Lovrencu na Pohorju, kjer po besedah župana stanje zaradi števila okuženih ni najbolj rožnato. Stvari so utečene, situacija je drugačna, res smo se iz preteklih izkušenj nekaj naučili. Občinska uprava deluje normalno, v sami upravi okuženih še trenutno ni bilo, hvala Bogu. Delujemo sicer omejeno, tako da naprošamo za pač res
res nujne primere, da se osebno zglasijo na občini in dejansko ljudje to spoštujejo, ni problema urediti karkoli in tudi naše delo zaradi tega teče nemoteno in smo veseli, da je tako. Kako se pa sicer v samem kraju oziroma občini pozna ta epidemija, tudi ta vmesni čas, ko je kljub temu seveda bilo treba paziti, kako se odraža to recimo pri razpoloženju, nenazadnje tudi pri delu vseh? Ja, krajani, občani so seveda zaskrbljeni, a ne, vidiš po življenju v kraju, da vse teče malo drugače, malo bolj zadržano, drugače pa nobenih posebnosti, ni, bi rekel, nekih negodovanj, v kakšnem stanju živimo, a ne, kaj bi moral kdo narediti, dejansko ljudje čutijo, da je tudi njihov del tisti, ki ga morajo doprinesti k vsesplošnemu zdravju in življenje lepo teče kljub tem omejitvam in težavam. In z obilico potrpežljivosti, predvsem pa pomoči drug drugemu in zavedanju soodgovornosti upajo, da bodo prebrodili tudi epidemijo.